Vem, kar nekaj časa se nismo videli glede tehničnih analiz za Bitcoin, ampak na nek način tudi ni bilo potrebe. Zato, ker dejansko v vsem tem času Bitcoin ni naredil nič. Dobesedno nič. In to je v bistvu največja nočna mora vsakega traderja. Ko se ne dogaja nič, ko se trg enostavno pomika v stran. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in preden nadaljujemo, naj se vam še iz srca zahvalim za vso podporo, ki ste mi jo izrazili pri prejšnjem videu. Res ste super, hvala vam za vse komentarje in izražena sožalja. Jaz upam, da se bo kaj razvilo iz tega, zaradi tega, ker kaj takega, kot sem že večkrat ponovil, se v neki razviti državi, kamor naj bi Slovenija tudi spadala, ne bi smelo dogajati. Hvala vam še enkrat iz srca. Pojdimo naprej na Bitcoin in preostali kriptotrg. Kot sem že prej omenil, smo se ves ta čas pomikali v stran, ampak kljub temu se kažejo neki določeni znaki, ki vam jih bom pokazal v tem videu. Kot običajno vam bom prikazal medvedji in bikovski scenarij, kot dodatek k temu videu pa bom delil z vami nekaj, kar običajno delim s patroni. Patrone sem vedno opozarjal, da naj spremljajo Nasdaq za možne indice, kam bi se lahko kriptotrg obrnil. Po mojem so me bili že kar štufi, kar se tiče tega. Ampak nedolgo tega nazaj se je na tehnološkem indeksu Nasdaq prikazal en signal, ki ga ne smemo spregledati. In zakaj je Nasdaq tako zelo pomemben? Zato, ker ima pozitivno korelacijo s kriptotrgom. Torej, tako kot gre Nasdaq, gre tudi kriptotrg. Če Nasdaq pada, pada kriptotrg. Če raste, raste tudi kriptotrg. Kateri je ta signal v nadaljevanju tega videa, zdaj pa predlagam, da se potopimo v grafe. Pred sabo imamo Bitcoin tedenski graf in najprej vam bom predstavil bikovski scenarij. In sicer najprej bi rad izpostavil eno trend linijo in to je tale. Tukaj. Smo namreč na običajnem grafu, nismo na logaritmičnem. Kar se zdaj dogaja je, da smo prišli točno do te linije in se je zdaj dotikamo. Zdaj videli bomo, če jo bomo prebili ali ne, jaz sicer malček dvomim. Če še spodaj izrišem eno linijo, vidimo, da dobimo ven padajoči klin, ki je bikovski simbol. Rad bi pa izpostavil še eno analizo, ki sem jo dobil v komentarju, in sicer, da smo že imeli en klin, in to je sicer tale tukajle. Bom označil črto drugače, da bo lažje ločiti. No, in ta klin smo tukaj izgubili podporo, in potem jo ponovno testirali kot odporno cenovno linijo, kar pa ni nič kaj dobrega, ker smo bili zavrnjeni. Poleg tega, eden glavnih elementov padajočega klina je volumen. Volumen bi se moral z razvojem padajočega klina manjšati, tukaj pa vidimo, da se veča, kar tudi ni ravno dober znak. En dober znak, ki se kaže v prid bikom, je RSI, bikovska divergenca. Kot vidimo tukaj v gibanju cene imamo dno in morda malce nižje dno, tukajle pri RSI pa dno in višje dno. Bom še tukaj označil, da bo boljše za videti. Poleg tega, kot tudi vidimo tukaj pri Stochastic RSI, če ga malček približamo, izgleda, kot da se hočemo križati navzdol, kar pomeni, da so v prednosti medvedi. Ampak vseeno smo šele na začetku tedna, tako da to je še za videti. Tako da moj zaključek tega grafa je, ja, imamo bikovski simbol, ja, se stikamo s tole trend linijo, ampak jaz sem kar malo v dvomih, da jo bomo prebili zdaj. To pa najbolj zaradi teh medvedjih razlogov, ki sem jih malo prej naštel. Torej, zavrnitev od te rdeče linije in naraščajoči volumen, ker volumen bi moral namreč padati. Ponovno smo na tedenskem grafu, tokrat je logaritmičen in tukaj vam bom predstavil medvedji scenarij. Vsi se zelo dobro spomnimo te prve medvedje zastave, tukaj smo opozarjali, da bomo še naprej padali. Malček vam jo bom ponovno izrisal.
No. Kar smo potem naredili je, da smo skopirali tale drog in ga prenesli na mesto preboja in smo tako približno dobili neko tarčo, dokot naj bi prišli. No, mi smo šli še malček nižje, ampak pokazati sem vam želel še nekaj drugega. To še malček povlečem dol. In tle naredimo še en kanal. Imamo ponovno medvedjo zastavo. Tukaj lahko vidimo, da smo jo že prebili in potem naprej smo poskušali testirati to spodnjo mejo kot odporno cenovno linijo. Ampak nam ni uspelo in za nameček smo še naredili bearish engulfing svečko. Od takrat naprej sicer smo jo potrdili, ampak smo hodili samo na stran. Kar nas zdaj zanima je, kje bi bila tarča te medvedje zastave. Torej, ponovimo vajo, skopiramo tale drog in ga postavimo na mesto preboja. In tako dobimo tarčo na nekje okoli $10,000. Ampak zdaj sam pravim, da smo v obdobju, ko se morajo začeti paziti malo tudi medvedi. Zakaj? Zato, ker na poti do te tarče sta dve zelo močni meji. In to je mesečna meja pri 14,000, to je mesečna meja od vrha prejšnjega cikla. In pa če pogledamo za nazaj, imamo tukaj še eno zelo močno mejo in to je ta na okoli 12,000. Seveda, če pa pride do kolapsa, je pa vse možno, tudi to, da gremo pod 10,000. Čeprav, kot sem rekel, močno dvomim, najprej želim videti, kaj se bo dogajalo tukaj na meji 14,000. Zdaj, marsikdo bi lahko tudi rekel, ta zastavica je tako tenka, je to sploh legitimna zastava. Je še en drugi medvedji vzorec, ki ga ne smemo spregledati, ki se je formiral. Bom ta kanal zdaj skril, da ne bo motil. Tole tudi. Tole tudi. In bom zdaj tukaj izrisal eno linijo. In tako dobimo ven vzorec padajočega trikotnika, ki je tudi medvedji vzorec. Tako da vsekakor tukaj previdnost, ampak, kot sem že omenil, previdni morajo biti tudi medvedi. Zato, ker bližata se zelo močni meji 14,000 in 12,000. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video.
Gledamo Nasdaq tedenski graf, čisto preprosto vse, brez kakršnih koli vzorcev, linij in vsega. Imamo le eno krivuljo tukaj, tole modro, in to je 200-tedensko drseče povprečje. Bitcoin je imel zdaj v tem času to moreče pomikanje na stran in jaz sem na Patreonu vedno opozarjal, za indice, kam se bo pomikal kriptotrg, bo treba spremljati Nasdaq. In zdaj nam je dal zelo jasen znak. Tukaj smo imeli bearish engulfing svečko in potem smo se spuščali in smo prebili tole 200-tedensko drseče povprečje. Na tej točki sem še govoril, ok, lahko se še vedno obrne, doživimo odboj in ponovno osvojimo tole mejo. Nato se zgodi naslednja svečka. Tale je Gravestone Doji. Ta je sicer medvedja svečka, ampak pri padanju lahko povzroči tudi preobrat, torej rast v ceni. Ampak ker sem jaz napisal patronom, mene najbolj skrbi sledeče. Tukaj smo prebili tole mejo, s tole svečko pa imamo zdaj celotno telo te svečke pod to mejo. In na to imamo še naslednjo svečko, ki smo to še potrdili. Zakaj jaz to poudarjam, da je to tako zelo pomembno? Če pogledamo malce nazaj po zgodovini, imamo tudi tukaj en tak dogodek, imam označene datume. Torej, tudi tukaj se je zgodilo isto. Imeli smo celotno telo svečke pod 200-tedenskim drsečim povprečjem in na to smo doživeli še tam nekje 41% padec. Seveda vsi dobro vemo, kaj se je zgodilo septembra 2008, takrat smo doživeli zlom v recesiji. Pojdimo še nazaj in tukaj imamo še en isti tak dogodek. Torej, zaključek s telesom svečke pod 200-tedenskim drsečim povprečjem. Tukaj tudi vsi dobro vemo, kaj je bilo. To je bil zlom dotcom mehurčka leta 2001. In tudi tukaj smo padli za kar 63%. Pojdimo še dalje, še nazaj. Tudi tukaj imamo en dogodek. To je bilo sicer kratko obdobje recesije v 90-ih. Tudi tukaj smo zaključili s celotnim telesom svečke pod 200-tedenskim drsečim povprečjem. No, tukaj spust sicer ni bil tako zelo hud, spustili smo se do tam nekje za 13% in potem še kar hitro pobrali. Zdaj vprašanje je, kaj bomo mi imeli tukaj. Kaj bo zdaj tukaj, ko se je to zgodilo? Bomo imeli kratko obdobje, kot je bilo v 90-ih, ali se bomo pobirali dalj časa? Je pa trenutno ena meja, ki jo še posebej spremljam, in to je tale tukajle. To je bil vrh pred COVID krizo na okoli 9700. Torej, če pridemo do tle, bi bilo tukaj vsekakor za pričakovati odboj. Potem bo pa spet vprašanje, ko se bomo srečali s tem 200-tedenskim drsečim povprečjem. Bomo imeli odboj od njega in potem šli še nižje preko tele meje, ali pa ga bomo prebili in nadaljevali rast. Vsekakor bo zanimivo spremljati tole mejo tukaj, lahko bo tudi ključni element pri ločitvi kriptotrga oziroma Bitcoina od te korelacije, od Nasdaqa. Naj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če morda želite postati eden izmed njih, je link spodaj v opisu in pripetem komentarju. S tem, ko postanete patron, dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz. Paket višje pa vam daje dostop do predogleda posebnih videov, kot so na primer tutoriali. Novi tutorial je že v delu, kjer bomo nadaljevali o osnovah gibanja cene in se bomo učili o klinih.
Hvala vam tudi, da ste si do konca ogledali ta video, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kako se kaj strinjate s temi analizami, ste morda vi opazili kaj drugega? Kar komentirajte spodaj pod komentarji in z veseljem bom podebatiral z vami. Naslednji video bo zdaj malček odvisen od dogajanja na kriptotrgu. V glavnem namen imam narediti tudi poseben video, kjer bi naredili tehnične analize 5 altcoinov. Če je morda kakšen altcoin, za katerega bi si vi želeli videti tehnično analizo, kar komentirajte spodaj. Tistega, ki bo dobil največ glasov, bom vzel v obzir in vključil v video. Tako da komentirajte, povejte tudi svojim prijateljem, da naj komentirajo. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Kot sem že omenil, za naslednji video bomo videli, če bo kakšno veliko gibanje, bom moral še enkrat pokriti prej Bitcoin, če ne, je pa v planu posebni video 5 altcoinov. Katerikoli že bo prej, ne bo se ju splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem posnetku takoj obvestil. Hvala vam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.